Na današnjem meniju ta modra zverina. V bistvu ni lik zverina, ampak zgleda pa podobno. Zdaj pa tukaj na smučišču Cerkno gremo pa še smučati, a ne? Ne, prvo si gremo pobliže pogledati tale avto, da vidimo, kaj se skriva tamle. Paket opreme GT Line se od ostalih Meganov najbolj razlikuje po teh sivih dodatkih, platiščih in pa po večji reži za zajem zraka spredaj. Zadaj pa ga prav tako lahko razlikujete po tem difuzorju, ki je prav tako v sivi barvi. Naj vas tale dva vzpuha na zadku ne zavedeta. Gre za Megana z opremo GT Line, poganja pa ga 1,5 litrski dizelski motor, ki proizvede 110 konjev. Ni veliko, ampak je pa šparovček. Za Megana je še posebej značilen ta svetlobni podpis. Če rečemo, da tale Meganov motor sodi med tisto zlato sredino, se njegova moč zelo fajn občuti. Sploh v voznem profilu Sport, tam postane pedalka za plin bolj odzivna, pa volan rata precej trši. Pri oblikovanju novega Megana so veliko pozornosti posvetili tudi izdelavi notranjosti. Vidi se, da so dodali veliko majhnih detajlov, ki avto naredijo še bolj zanimiv. Sploh pa v tej opremi GT Line dobimo še ogromno enih dodatkov. Recimo tele modre letvice, modre šive po praktično vseh materialih, naj bo to na ustnju, na sedežih, celo v pasovih so modre črte. Seveda pa nikakor ne moremo mimo tega velikega Airlink 2 zaslona, ki v sebi skriva veliko različnih funkcij in se je pri naši uporabi izkazal za zelo solidnega. Že davnega leta nazaj, ne pač 2 leta nazaj, smo prvič videli tega Megana v Frankfurtu, ko sem ga predstavili. Takrat po mojem lahko oba priznava, nisva bila najbolj navdušena. Ja. Danes je pa situacija malo drugačna. Tako, ker je sprememba od prejšnjega Megana kar očitna in korenita, smo vsi rabili nekaj časa, da smo se privadili na ta izgled. Pa še v bistvu to linijo so uporabili tudi za druge modele. In oba upava, da to ni zadnji Renault iz te linije, ki ga bomo v našem uredništvu preizkusili. Mislim, da je še kar nekaj zanimivih. Če bi morala za konec izbrati vsak po eno stvar, ki nama je pri tem Meganu najbolj všeč, bi jaz sigurno izbral prednja dva sedeža, ki sta po obliki res športna in položaj sedenja je res zakon. Mene je pa tale modra barva čisto začarala. Nobeden od naju se pa sigurno ne bi branil opcije, če bi se lahko srečale z njegovim močnejšim bratom Meganom GT ali pa z njegovim podivjanim bratom, ki smo ga srečali letos v Frankfurtu. Tu pa Megan je res, pa se bo čisto pridno, no. No, mi pa se vidimo v naslednjem vlogu.